Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. Izvolite. Hvala, podpredsednik. Spoštovani minister. Cene energentov že nekaj časa naraščajo. V bistvu cene vseh storitev in izdelkov. Res je, da smo zaradi epidemije bili na rast cen manj pozorni. Sedaj, ko se vse počasi umirja, nas je ta rast udarila kot strela z jasnega. Dejstvo je, da bodo zaradi podražitve cen energentov posledično vedno rasle cene storitev in izdelkov. Ne bom se veliko spuščal v to, da je pristojni minister še lani septembra razlagal, da podražitev cen energentov ne bodo vplivale na ostale cene. Prav tako ne mislim razglabljati, da je vlada spisala zakon pred volitvami. Ljudje so na hladnem, potrebujejo pomoč in prav tako tudi podjetja in nenazadnje tudi kmetje. 150 evrov, ki jih bo država namenila ljudem, ni veliko, a bo marsikomu pomagalo, da bo lažje zadihal. Vsekakor se strinjam, da ga vsi prejemniki ne potrebujejo, ker zaslužijo čisto dovolj. Mi je pa sila nenavadno, da se nihče ni vpiknil v 6. odstavek 2. člena, kjer piše, da se ta prejeti dodatek ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, razen pri izredni socialni pomoči. Ne vem, če veste, ampak s pomočjo izredne socialne pomoči si je v teh težkih mesecih pomagal marsikdo. Pa ne govorimo o lenuhih, ki izkoriščajo socialne transferje, ampak tudi ljudje, ki imajo službe, ljudje, ki so vam zjutraj postregli kavo, vam v trgovini zaračunali kupljeno blago. Namreč na ta način so si lahko kupili drva, olje za gretje ali si plačali položnice. Pogoj za izredno socialno pomoč ni, da si prejemnik denarne socialne pomoči, ampak da je tvoj mesečni dohodek tako nizek, da ti ne omogoča normalnega življenja. V to skupino spada velik del upokojencev, delavcev, ki dela za malo več kot minimalno plačo. Torej bodo zdaj zaradi 150 evrov ostali brez možnosti, da dobijo okoli 600 evrov izredne socialne pomoči. Menim, da je to bistveno pomembneje kot to, da bodo solidarnostni dodatek dobili tudi nekateri ministri. 150 evrov in začasna oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpore proizvodnje energije sta le obliž naravno, ki jo je zadela epidemija, pa nanjo nismo bili pozorni. Verjemite, da je področij, kjer ljudje nujno potrebujejo pomoč, veliko. Mogoče bi že zdaj lahko začeli razmišljati o solidarnostnih prispevkih ob novem šolskem letu, kjer bodo starši še težje otrokom kupovali šolske potrebščine. Pa mogoče še kakšnega z zdravstvenega področja, kjer je v teh 2 letih bilo skoraj nemogoče priti do zdravnika ali specialista, ki bi lahko bolezen odkril pravi čas. Hvala.